Vedno znova se skupaj z vami navdušujemo nad uspešnimi prenovami starih hiš ali stanovanj, kjer so lastniki uspeli ohraniti dušo ter plemenit značaj objekta. Zdajle gremo na zapeljivo posestvo, ki prav diha po starem. Gospodarita mu mati in hči. Dobrodošli v mojem skromnem domovanju. Težko si predstavljam, da današnji gostiteljici lahko takle stavek kdajkoli izrečeta. Namesto tega pa lahko rečemo dobrodošli na posestvu, kjer sta doma tradicija in velika ljubezen do starin. Polona in Ana Laura, živijo. Dan. Lepo in mogočno posestvo imata. In povejte nam prosim zgodovino tega posestva, kje sploh smo. Smo v Dupljah na Gorenjskem. To posestvo izhaja iz 16. stoletja. To je bil tudi glavni razlog, da so se z možem odločila za nakup. No, potem je pa seveda menjalo več lastnikov. Med drugim so zahajali van tudi rokovnjači. Tu je bila namreč tudi gostilna dolgo, ki so jo obiskovali rokovnjači, ravno zato, ker je blizu gozd. Od lastnika, od katerega sva pa midva kupila, je imel pa kmetijo, ki je žal doživela usodo mnogih velikih kmetij po drugi svetovni vojni, seveda razlastninjenje in tako dalje. Tako da, ko sva kupila, je velik del posesti bil že v tujih rokah, žal je ostala samo tale hišnica s hišami in nekaj gozda. No, in kot velika ljubitelja starih hiš in pa jaz moram reči tudi podeželja, sva se odločila za nakup. Veliko posestvo je sestavljeno iz gospodarskega poslopja, nekdanje štale za plemenske bike in velike stavbe, ki je bila nekdaj zbirališče rokovnjačev. V kletnih prostorih je tako imenovana grajska soba, ki je namenjena druženju s prijatelji. Polona pove, da sta se tukaj s pokojnim možem veliko zadrževala. On je kadil cigare, ona pa je uživala v pokušanju penin. Iz nekdanjega svinjaka je nastala letna kuhinja, ki je prijetno poletno središče za kuhanje, druženje in obedovanje na prostem. Romantično je ob večerih, ko prižgejo lučke in zapiha prijeten vetrc iz bližnjega gozda. Vrt je Polona uredila tako, da na njem ni preveč dela. Za vzor so ji bili angleški vrtovi, ki so po njenih besedah le malo bolj urejena narava. Z možem sta nekdaj imela v Ljubljani trgovino z antikami. Ja. Me zanima, kako ste sploh zašli v to, glede na to, da ste študirali medicino? Zašla sem seveda zaradi moža. Mož je bil že od malega velik ljubitelj starin in me je pravzaprav potegnil v ta svet. Jaz ga sploh nisem poznala. In sicer zato, ker je moj starata imel doma mnogo starin in sem se jih jaz želela pošteno povedati znebiti, ko sem obnavljala stanovanje v Ljubljani. In je bil mož, takrat, če nisva bila niti fant in deklet, ko pošten in je rekel, tole pa to, pa to, pa to, pa to, a ni škoda. In mi je nekako odprl oči in potem sem te stvari tako vzljubila, da si danes sploh ne znam več predstavljati, da bi pravzaprav brez tega živela. Ne. Ste idejo o medicini potem sproti opustili? Idejo o medicini sem opustila tekom študija. Nekako so me usode teh bolnih ljudi tako prizadele, da s to težo nisem mogla živeti. Oziroma, kot je zdaj zelo popularno reči, bi bila preveč depresivna. Raj zdravim stare omare, to mi je nekako gre boljše od rok. Ampak na ušesa nam je prišlo, da z možem niste bila samo ljubitelja starin. Ja, česa pa še. Veste, kam ciljam? Ja, verjetno boste zdaj omenjali diskoteko. Točno to. Ja, pač naša generacija jo prav gotovo pozna v Tivolju. To je bilo izrazito, mislim, takrat popularna zadeva. Vrste so se vile za noter. Tam sva se tudi spoznala in potem, ko je Marjan pač to diskoteko prejšnji lastnik nekako zapustil, se je moj mož odločil, da midva nadaljujeva. Ana, vas je pa tudi iz druge stroke pripeljalo k starinama, ne? Ja, mislim, jaz sem na začetku delala v antiki, ko smo imeli na mestnem trgu kar nekaj let. Potem se je antika prodala in potem pač silom prilike sem prišla gor v proizvodno oziroma pač načrtovanje proizvodno, restauriranje pohištva. In vsako leto imela rajiš to. Najprej sem prišla bolj tako, ker je doma najlažje dobiti službo, ne? Zdaj pa pač res rada to delam. A se lahko malo z vašimi besedami sprehodimo skozi prostore tele stavbe? Torej v pritličju
so delavniški prostori. Sedaj se tukaj odvija v glavnem samo še finalizacija. V veliki meri smo šli v to, ker velikokrat, ko opremljaš stanovanje, so neke specifične želje, taka velikost, ne, in to bi potem časovno predolgo trajalo, da najdeš zares star kos v takih gabaritih, in potem sem jaz začela izdelovati druge stvari, oziroma naši zaposleni pod mojimi idejami, ne. Potem imamo ogromno skladišč, za nekatere je to raj, za druge nočna mora. Skladišče s starinami je pri Ferjanovih zares veliko. Razteza se tako v spodnjih prostorih nekdanjega gospodarskega poslopja, kakor tudi na podstrešju v več nivojih. Po stopnicah se povzpnemo do stanovanja nad delavnicami. Tega je Polona uredila najprej zato, da se ni bilo potrebno iz Ljubljane vsak dan voziti na Gorenjsko. Kasneje pa je tukaj začela tako zelo uživati, da sta se z možem naselila za stalno. Že ob vstopu vas objame topla rumena dnevna soba z jedilnico in delno skrito kuhinjo. Iz tega dnevnega prostora vodijo vrata v spalnico z razkošno kopalnico. Spalnica je prava paša za oči, za vse, ki ljubijo glamurozen slog opremljanja. Ker je stanovanje začela urejati po zimi, je za osrednji dnevni prostor izbrala sončno rumeno barvo. Pravi, da jo je ves čas zeblo, zato se ji je zdelo, da stanovanje potrebuje toplo barvo. Umetnine in pohištvo v stanovanju so prineseni iz potovanj, nekaj je podedovanega, veliko kosov pa je iz njune restavratorske delavnice. Dovolite mi še eno malce mejno, malo metafizično vprašanje. Včasih ljudje rečemo, da so v starih kosih stari duhovi oziroma stara energija in tako naprej. Vidve data kaj na to? Ko bodo šli v neko staro kavarno ali pa v neko meščansko hišo, bo vse super in noro, prekrasno. Pri samem kosu pohištva se pa zatakne, ne? Ker kaj, je mogoče preveč osebno, bolj zabavno. Tudi eko, če so zdaj te stvari tako zelo popularne, ne? Recikliranje, vse to se mi zdi, da pač to pohištvo da. Kaj pa v dobrem smislu, da se neka dobra energija prenaša iz roda v rod z nekim kosom pohištva ali s čimerkoli, s kakršnokoli starino? Ja, jaz absolutno v to verjamem. Naprimer, stol, na katerem vi sedite. Ja? Na tem stolu je sedel že moj dedek, moj oči, jaz pa tudi Ana. Pa še jaz imam tetoviranega. Ja, ker ga je mami narisala, pa ni vedela, da je bilo to za tetovažo. Ker drugače ga ne bi narisala. Takoj se malo boljš počutim. Ja.